ETA 80, ki ga je izdelalo kranjsko podjetje Iskra in je bil v redni prodaji od leta 1980 v različnih barvah ohišja. Izdelal oziroma oblikoval ga je Davorin Savnik, ki je bil v Iskri tudi zaposlen in je zanj prejel številna tuja in pa tudi domača priznanja. Telefon je bil namreč izjemno trpežen, zanimive oblike, pa tudi zelo preprost za uporabo. Imel je torej inovativno obliko, tako sproščeno, ki ga je precej razlikovala od predhodnikov, kar je bilo po neki strani tudi določeno tveganje za podjetje, ampak se je zelo prijelo, tako da je dobil celo dva ljudska vzdevka, palačinka in Fittipaldi po brazilskem dirkaču Emersonu Fittipaldiju. Imel je pa še eno zelo pomembno inovacijo, in sicer se je dalo vanj predhodno vgraditi tudi določeno elektronsko zvonjenje, se pravi določeno melodijo. To je pravzaprav pripomoglo k temu, da je bil telefon celo izbran za uradni telefon na olimpijskih igrah v Rusiji, v Moskvi leta 1980. Savnik je namreč sebe posnel pri igranju ruske ponarodele pesmi Kalinka in skupaj z inženirjem Miranom Jarcem sta ton vgradila v sam telefon in ko je nekdo poklical, ko so predstavljali telefon na Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, je nekdo poklical telefon iz sosednje sobe, ta se je oglasil in praktično je bil izbor s tem samo še formalnost. Vsi so bili takoj zelo navdušeni in telefon ETA 80 je postal absolutni zmagovalec na izboru. Dobil je pa tudi še eno častno priznanje, namreč le med peščico slovenskih oblikovalskih izdelkov je dobil svoje mesto tudi v zelo znanem newyorškem muzeju moderne umetnosti v MoMI.